Kako pa tole, se pravi, ta vrnitev v naravo, vrnitev bolj sonaravne oblike življenja, vrnitev na podeželje, kako je to vplivalo na tvojo ustvarjalnost? Ker ti si pač grafik, ti si glasbenik, ti si še kaj zraven, slikar. Fotar. Ne, v tem ustvarjalnem smislu. V tem smislu sem v bistvu bolj grafik pa inštrumentalist, to je moja uradna, bom rekel, deklaracija kot samozaposlen v kulturi, ampak malo tudi sem kantavtor, pišem besedila, pojem, nastopam pri različnih zasedbah, skupaj z ženo imamo tudi zasedbo, pa z različnimi prijatelji imamo 5 zasedb različnih. Potem imamo galerijo v Izoli, vodiva tudi galerijo v Izoli, kjer razstavljamo različne slovenske likovne umetnike, fotografe. Pa zavod ima za umetnost, izobraževanje in kulturne dejavnosti, tako da na vseh področjih je pa ta prostor prinesel en nov zagon, eno svežo energijo. Seveda je bilo treba tukaj stvari urediti, tukaj je bilo tudi veliko, bom rekel, odpadnega materiala, treba je bilo hišo v notranjosti popolnoma obnoviti, tla, tapete ven, električno napeljavo tudi na novo delati. To smo v bistvu vse delali sami, moj tast, žena, jaz, oče mu je tudi pomagal. Tako da, najprej bilo treba vse skupaj v red spraviti. Ampak, ko smo pa sproti sem pa tudi ustvaril, če pogledam nazaj, precej veliko glede na to, koliko dela smo imeli za narediti, v bistvu za zrihtati, da so bili sploh prostori bivanski v redu in pa seveda, da je tudi okolica tukaj na posesti urejena. Ampak sproti se je nenehno ustvarjalo, tudi zdaj pa je tudi omogočeno to, da tukaj imamo lahko tudi zabave, take privat koncerte. Tukaj, kjer sva trenutno, kjer sediva, je bila ena hišica iz preperelih gips plošč, takih že vlažnih, pa salonitke, to smo vse sanirali, pa peljali na ustrezne odpade, tukaj blizu Tehare, v Celju. Potem sem pa tuhtal v en prazen prostor, bil in sem razmišljal, imel sem ene industrijske palete in sem vzel ene te deske iz železarne in sem dejansko naredil en tak manjši odrček, ki je lahko za manjšo zasedbo ali pa za kakšno romantično večerjo z ženo, tako s svečkami. Celo to narediš zdaj, ali kaj? Je v planu, ja. Kot tamali zaspijo. Kot zaspijo tamali, ja. Tako da v bistvu ta prostor je tudi ponudil eno to energijo, tudi naprimer včasih, če je kakšno drevo suho, odrežem kako vejo, suho vejo in potem z te veje naredim kakšno razbarijo, kakšno zadevo. Potem tudi zunaj igram, zunaj se tudi postavim, tudi sam včasih igram, se odprem kako pivo poleti, vzamem večevalc, napeljem elektriko, kakšen žar obrnem, tako da tudi tukaj se ustvarja, pa kakšne fotografije, zasedbami naredimo tudi tukaj, tako da ta prostor ponuja. Tukaj smo tudi spot snemali z bendom 3 tone, v katerem igram, smo snemali tudi spot tukaj na Hmelišču, pa ko je bila koruza tukaj. Tako da ta prostor in inspirira in ponuja možnost, da lahko snemamo tukaj. V bistvu neomejeno delamo stvari, ustvarjava ženo. Midva nobenega ne motiva, pa tudi nas v bistvu noben ne moti. Tako da sosedi imamo zelo dobre odnose. K sosedom hodimo domačo mleko iskati, kupimo kako salamo, skuto. Tako da smo res hvaležni, da so nas sosedje tudi lepo sprejeli. Ja, tako nekako, uživamo tukaj. Res. Pa tako, ko si se vrnil na podeželje, pa kot praviš, kot govoriš o tej svoji glasbeni ustvarjalnosti, te kaj pol potegne v te narodno-zabavne vode? Zdaj, z narodno-zabavnim bendom sem tudi že parkrat igral na Koroškem, ne tukaj na Koroškem, ampak to je bilo tudi kot heca, ne. Drugače pa ne, ustvarjam, mislim,
ženo imava zasedbo Ljudski blues, igrava, ona igra citre, jaz orgelce, pa v bistvu havajsko, lep stil kitaro. Igrava ljudske, slovenske ljudske pesmi, potem igrava tudi vse splošno klasiko, tudi avtorsko glasbo, tudi skladava, kakšno makedonsko ljudsko tudi. Tako da igram pa tudi makedonske ljudske, ki jih priredita duo Ritmija, Tilen Stepišnik in Dino Šemsudin Džopa. Z njima tudi igram tudi kakšne sevdalinke. Tako da jaz v bistvu nasploh imam rad vso glasbo tudi nekdanje republike, bom rekel, ki je bila prisotna v nekdanji republiki Jugoslaviji, nasploh na Balkanu, s celemu temu področju, kjer živimo. Tako da sem zelo odprt glede tega. Lahko mislim, sam čisto tako na kratko obnoviš, kako je potekala tvoja ta glasbena pot? Ja, moja glasbena pot se je začela, jaz sem odraščal na Logu pri Brezovici, moj oče je zbiralec LP-jev, vinilk, vse od 50 let. In on me je dejansko navdušil tudi nekako za glasbo. Moj oče je tudi ljubiteljsko igral orglice in on je tudi vrtel plate, vrtel je Elmore Jamesa, Muddy Watersa, Howlin' Wolfa, to so ti v bistvu blues izvajalci, očetje bluza iz Amerike, iz Združenih držav Amerike, iz Louisiane. Oče je sicer poslušal vse od krautrocka, vse živo, ampak moj brat je tudi igral kitaro, nekako je naj oba z bratom potegnilo to. Moj brat je hodil v glasbeno šolo, igral trombento, samo zato, ker ni bilo nobenega drugega inštrumenta prostega, jaz sem pa kar vzel trombento pa improviziral. In potem se je nekako vse nadaljevalo. Jaz sem vsak dan poslušal, igral. Poslušal sem, dal sem si CD od očeta ali pa ploščo in potem sem iskal, katere orgelce paše na kateri dur, in ko sem najdel dur, sem v bistvu začel improvizirati. Tako da zdaj sem, še preden sem z ljudmi igral, sem igral z legendami na platah. Sem probal nekaj zraven, probal iskati tone, kako se slišijo. Večinoma se pa učim od drugih ljudi, se največ naučim. Zelo rad igram z različnimi glasbeniki, ker se v bistvu z njimi učim. Vsak drugače igra, vsak drugače dojema glasbo, pa vseeno v nekem smislu, ampak od drugih ljudi, drugega se v bistvu največ naučimo. In to je ta zaklad, ki te v bistvu, to gonilo, ki te skozi goni, skozi te naprej žene, da ustvarjaš, poslušaš drugega, on posluša tebe, in to je v bistvu. Tako da, ja, sem vesel, da lahko delam to, pa mi je v čast, pa poslanstvo živeti tudi od tega, pa delati temu. In kdaj si prišel do te točke, da ti je država priznala status samostojnega kulturnega ustvarjalca? Jaz sem od 15. leta v bistvu se preživljal z glasbo, ampak status sem pa še dobil, ko sem ženo spoznal. Ker je rekla, da ti malo riš. Ker moja žena v bistvu, moja žena se bolj spozna v bistvu na te zadeve, na vse te, bom rekel, birokratske in tudi sistemske zadeve se ona bolj spozna. Jaz sem včasih, bom rekel, tako letalo, ki leta in razmišlja, tuhto včasih preveč razmišljam, ampak žena je pa rekla, ti bi pa že lahko dejansko za status zaprosil, tako da me je žena malo pobrcala in tako da, ja. In ti zdaj država malo pomaga. Ja, pa jaz tudi ne. Boje stransko. Boje stransko, tako. Je namenjen. To je poslanstvo, ja, sej. Zdaj jaz, kot pravim, jaz malo raziskujem to neko idejo imam, da v bistvu okolje se spreminja. Te klimatske spremembe so vedno bolj očitne. Evo, tudi midva se tukaj sredi zime, ki vidva, da je prav prijetno zelena. Tam gor na enem hribu se malo snega vidi, ampak to je bolj švah. In
In hkrati pa snemamo s temi manjšinami, ne vem, srbsko manjšino v Celju, bošnjaško v Velenju, ki imajo svoje kulturna društva, kjer nekaj ohranjajo to neko izvirno kulturo, izročilo, ki je pač del njihove identitete, ne? Ampak vse to je pač prežeto z nekim pogledom nazaj, z nekim pogledom v preteklost, z nekim pogledom, kako je včasih bilo, ne? In tukaj je pač trudijo se nam ohranjati neke oblike petja, kakršne so včasih obstajale, ki jih zdaj pač ni več v živi kulturi, ne? Ni več tega tako, da bi ti prišel nekje v neko bosansko vas in to slišal, kako, da to še nekdo poje, oni to pač skušajo tukaj ohranjati, kar je zelo podobno, naprimer temu, ko sem jaz tebe slišal, ko špilaš te orgelce, ta blues, ne, ameriški dol, z ameriškega juga, ne, ki ga je verjetno tudi vedno manj uživo tam, ampak je to že zdaj postavil v bistvu neki stil, za katerega veš, da je nekoč bil del neke žive kulture, zdaj pa v bistvu samo še v tem nekem smislu poustvarjanja oziroma gledanja nazaj, ne, gledanja. In zdaj me v tem kontekstu, ne, me zanima, ne, se pravi, zdaj imam eno tako zelo nategnjeno premiso, ne, da počasi prihajamo zaradi teh klimatskih sprememb, počasi prihajamo v obdobje, ko bomo mogli tudi če želimo kot človeštvo preživeti, ne, se bomo mogli ustaviti, ne, v tem našem načinu življenja, ne, ki pač producira enostavno preveč resursov pač izžema, ne, iz zemlje in producira preveč in CO2 in drugih toplogrednih plinov in temperature naraščajo, se pravi, vedno bolj ogrožamo tudi svoj življenjski prostor in se bomo mogli tudi vračati nazaj, ne? Ampak hkrati bomo pa tudi mogli, naprimer, ne vem, kakor zdaj, naprimer, kakor pravim, ti, ko špilaš na orgelce in si predstavljaš, kako je ta glasba nastajala takrat, ko so neki ljudje težko delali na bombažnem, na polju bombaža in nabirali in je takrat nastala ta glasba, ne? Počasi prihajamo v situacijo, ko bomo mogli otrokom pojasnjevati, kako je bilo, ko je bil sneg, ne? Ker snega bo vedno manj in ga ne bo, ne? In boš pač mogel pojasniti, ja, pa je bilo mi, že naša generacija, ne, se spomnimo zelenih zim, ne? Pač bil je sneg, ampak je bil v hribih, ni ga bilo tako, kakor moji starši govorijo, ja, pa pade sneg novembra, pa je do marca, ne, a veš. Pa takrat so koline, takrat je to, zdaj tega več ni, ne. Tako da tudi ta narava, ne, te naravne danosti počasi postajajo nekaj, kar je v bistvu tradicija, ni več nekaj, kar ti lahko opaziš v živo, ampak je to nekaj, kar je včasih bilo, ne. In je podobno tudi s tem petjem, ne. In v tem smislu me zanima, koliko ta mogoče želja po ohranjanju tega nekega glasbenega izročila je lahko navdih za to, da mi probamo tudi bolj okolju prijazno živeti, da probaš recimo narediti to, kar si ti naredil, se vrniti tukaj na vas in imaš ti kakšen komentar na to? Absolutno imam. Zdaj sem te poslušal v bistvu vsem temu, kar se dogaja, ne, itak bom rekel, vse sploh sem prežet s tem, kar se dogaja v okolju, ne. Jaz tudi, naprimer, že ko sem začel glasbo poslušati, že moja mama je pela makedonske ljudske pesmi, moja babica je koroške ljudske pela in vse te pesmi, vsa ta glasba, takrat, ko sem še živel, ko nisem obdeloval zemlje, sem poslušal, ker v bistvu ta glasba je prežeta z delom na polju, z urejanjem, s preživetjem, da se ti sam pridelaš hrano, da si samooskrben. V bistvu glasba nasploh velikokrat opeva, se čuti okolje. Jaz pravim, da dostikrat v glasbi lahko vidimo pokrajino, lahko doživimo zemljo, kjer človek živi, kjer stoji človek na tej zemlji, jo obdeluje in potem poje tudi, ko dela. Ker vemo že od nekdaj, da so po celem svetu so ljudje, ko so obdelovali, ko so živeli, so peli, so hodili, delali ritem. Naprimer, črnci, ko so, kot si omenil, obirali bombaž, potem, ko so lan trli tukaj pri nas, ne. V Makedoniji tudi, naprimer, Srbija, Bosna, zelje se kisa, ne. Zelje se pridela
se dela sarma, se pridela in to, da ti v bistvu zelje sam pridelaš, da ga kisaš, to je že v bistvu že lahko daš not v pesem. In tudi to, da si samooskrben, pa tudi to, da uporabljaš naravne resurse, naprimer kompost, mi imamo kompost, imamo kokoške, je to tudi del tega, da prispevaš k temu, da ne uporabljaš umetnih materialov, da ne podpiraš pretirane industrije, bom rekel, ki je šla že nekam v maloro. Človek nenehno izumlja. Medtem ko pa ta glasba, ta ljudska glasba in makedonska ljudska glasba in blues je pa povezana z ljudskim izročilom, z zgodbicami, ki so se zgodile ali pa so se potem ljudsko spremenile. Je pa od nekdaj tudi že omenjena naprimer železnica v teh pesmih. To je bilo že v bistvu že v ameriških pesmih, tudi na področju Balkana, pa tukaj, tudi železnica. In nekako je v pesmih različne stare pesmi opevajo, kako se je tudi svet nekako spreminjal, infrastruktura, pa človek, razmišljanje človeka. In jaz mislim, da je tukaj ključnega pomena, da tudi naprimer zdaj, da ne bom, zdaj tudi odnos človeka, gledanje na zelenjavo pa na meso je tudi drugačen. Ker človek, če ti greš v trgovino, pa ti kupiš tam, pa pač ti dobiš denar, pa imaš naprimer denar, pa kupiš zelenjavo, meso, lepo očiščeno, zrihtano, spedelano, ti kupiš to. Pa greš jesti, pa naprimer, pa to vržeš stran, če živiš v mestu. Vržeš v bio odpadke. Če pa ti hrano sam pridelaš, da naprimer pač moraš gledati tako, da pa ti, ne vem, 3-krat ne uspe, ali pa ti toča potem potoče. Na srečo nismo imeli tukaj toče, vse okolje je bila, ampak imaš drug odnos, naprimer, tudi ko imaš naprimer kokoške, ko imaš živali, ko imaš kompost, v bistvu nič ne gre v nič. In tudi odnos do hrane, naprimer, do mesa isto, naprimer, veliko mesa ljudi vržejo, veliko živali koljejo, ubijejo ogromno živali, ta masovna industrija. In ljudje pa tudi nimajo enega odnosa več do tega, kaj je to, kako je to predelano. Vsega je preveč dejansko. Včasih si je mogel človek sam loviti. In tudi ljudje so peli, tudi ko so naprimer delali, lovili, so ljudje stalno peli. In jaz mislim, sej glasba je noter v krvi, v zemlji. In tudi zdaj nekako, jaz tudi ko delam besedila, da je dolgo nazaj sem napisal Kanto za smeti, je tudi ekološko zaveščena pesem, ki v bistvu gre temu, da kdo spada v smeti človeka. In tako da nekako tudi včasih so delali, tudi včasih te stare pesmi ljudsko izročilo, je bila vedno neka morala noter v pesmi, ki se je dotikala človeka, zemlje, načina življenja. In jaz mislim, da vsak človek bi mogel imeti izkušnjo, malo bolj se povezati z naravo, se malo odlepiti od telefona pa televizije, pa nekako začutiti material, zemljo, les, malo roke not v zemljo potisniti, tudi brez rokavic. Tako, a tele kure, ki jih imate, to imate samo za jajca ali tudi? Za jajčka. Probamo jih imeti, kolikor se da lepo, tudi ven jih spuščamo, pa kurnik predstavljamo. Kurnik je pa izdelal brat od žene, se je zelo potrudil, res sem hvaležen za ta kurnik. Je pa zadeva ta, da imamo tukaj pa tudi kune, jih je treba paziti. Ja, so kune, so lisice tukaj, pa seveda Luftwaffe. So kanje in pa kakšen krokraček zna tudi prideti. Tako da putke so hvaležne, zelo navajene. Ponavadi jih hranimo tudi z domačim krompirjem, ki ostane, ječmenom, žitom. Nasteljamo jim ponavadi od slame ali pa žegovino,
Tako da tudi vedno probamo uporabljati, potem pa njihove drekce pa uporabljamo za gnojivo, pa za kompost, pa za vrt. Tako da nekako probava, kar se da glede tega. Ampak za meso jih pa nimata, ne? Za meso pa ne. Za meso ne. Prej smo imeli 10 kokošk, ampak je bilo vsak dan 10 jajc. To je bilo res veliko. Ukvarjamo se pa ne, da bi prodajala. Sicer je bilo toliko jajc, da bi jih lahko prodajal, ampak imamo tudi toliko dela že pa za našo skrbo doma je. Pa se če meni alergičen na jajca, se da pojesti. Se da, ni. Tako da, nekaj kokošk je šlo pa k tašči, ja. Tako da. Okay. Smo jih preselili, tako da je tam fajn. Mislim, tukaj je velika inspiracija in tudi, bom rekel, skoraj da sem tudi jaz malo pognal korenine tukaj. V teh 3 letih se mi je nekaj prijel, ne. In bom rekel, da mi je skoraj da težko zapustiti vsakič, ko grem to okolje, ker se res dobro počutim tukaj, ampak kot sem rekel, delo je, ampak to delo obrodi sadove, veš, za koga delaš, pa tudi krepite, ne, tudi te nekako krepi, da nisi tak couch potato, ne, bom rekel, te v bistvu to tudi nekako hranja na trnih. Koliko pa otroci, ki že pomagajo pri delu? Ja, otroci pomagajo sadje pobirati, oba. Frank ima 1 leto, pa še malo, Max je 3 leta pa pol. In pomagata sadje ubirati, češnje, jabolke, hruške, kar gre za sok, za žganje, za marmelade. Potem paradižnik tudi ubirati, omake delamo, čili omakice. Pomagata, Max ima že svojo samokolnico, svojo kariolo in ponavadi pomaga listje pospraviti, seno nesti putkam, storže pobirati, žagovino, tudi drva po zimi, tudi skupaj ponavadi greva. Tako da zelo rad pomaga, v bistvu skozi igro nekako delo, bom rekel. Vsi podoživljamo. Pa tudi Max tudi včasih zmoti, ko malo na vrtu. A pa sta, recimo, 3 leta ste že kle, ne? Pa je kdo od tvojih kolegov, prijateljev, mogoče že malo videl, kako to izgleda, pa tudi že malo razmišlja, da gre nekam, ker mislim, cene stanovanj v Ljubljani so take, da v bistvu tudi finančno, ne, je nekako perspektivno iti malo ven. Ta posest, še pred podražitvijo je bila skoraj da za več kot polovico ceneje kot 56 kvadratno stanovanje v Ljubljani. Ne, je bilo skoraj da polovico ceneje. To je bilo takrat še pred to podražitvijo in tudi prijatelji, imam tudi prijatelje, ki imajo tudi že posest, ki imajo tudi, naprimer, iz Savinjske, iz Koroške, iz, naprimer, Notranjske, imamo prijatelje, ki imajo tudi posest in oni tudi pridejo sem, so tudi navdušeni, tudi včasih kakšno delovno akcijo, kje naredimo, ali pri njih, ali tukaj. Tudi en prijatelj, ki je gozdar iz Koroške, ki ima tudi kmetijo, pride sem in tudi kakšno akcijo narediva. Več ali manj pa zdaj, da bi, so ljudje navdušeni, ne, itak. Ampak pač seveda tudi povem, da je pač treba tudi delati, ne, da zdaj ni, nekdo pride pa se vleže samo na mrežo, ne, visečo, ampak je to tudi del užitka, ampak pride potem, ko zrihtaš stvari. Vse narediš. Ja, ampak to je pozitivno, to delo, jaz mislim, da tudi delo ohranja človeka, ker jaz mislim, da se je človek polenil, jaz mislim, da se je človek skozi leta polenil, sploh človek, ki je naprimer na kavču skozi ali pa, ker tudi v Ljubljani imate ljudje, tudi v mestih imajo ljudje prostore, ker imajo vrtove, pa ker lahko se migajo, delajo, ne. Jaz mislim, da se človek pretirano predvsej je polenil, ne. Da mu je v bistvu težje delati stvari, težje se spravi loti česarkoli,
In jaz mislim, da to je pozitivno, da se moramo brcati v rit, ker tudi prej, ko so omenjala pesmi, pa te ljudske pesmi, včasih vemo, da ljudje niso bili toliko spetlenja. Splošno gledano, človek ni bil toliko len, ni bilo toliko naprav, ki bi jim poenostavljal. Ja, se je mogel delati, ne? Je bilo treba delati. Če hotel preživeti. Tako je. In jaz mislim, da je to samo pozitivno in to ti daje izkušnje, paziti tudi prv. Jaz tudi zdaj vidim, ko sem prišel sem, ko sem me še prej vprašal, kakšna je razlika tukaj tudi, ko delaš več nevarnosti, da padeš z drevesa, da se udariš s sekiro, da se z motorko porežeš. Sem skoraj že vse doživel tudi praktično. Skoraj padel z drevesa, z motorko sem se že porezal. Tako da ja, sem imel srečo. Ampak ja, to je konec koncev, je to vsaka izkušnja je pozitivna, ker se probaš iz vsake izkušnje nekaj naučiti. In z tega pa pol tudi pesmi nastanejo. Pa inspiracija. Koliko pa kle lokalno poznaš, ne vem, ljudi, ki so se priselili iz večjih mest, pa zdaj živijo tukaj, mislim, je kaj tega gibanja? Z večjih mest nisem sploh tukaj, da bi se kdo preselil, te, ki so se na novo, ki smo se preselili. Jaz probam nekako, veliko željo imam spoznati lokalne, bom rekel prebivalce, sosede. V Preboldu je tržnica, kmečka tržnica, super tržnica. Tam res je tako dogajanje, pridejo lokalci, sosedje, in prodajajo svoje pridelke, izdelke. In to je tudi eno tako zbiranje, pogovarjanje, bom rekel, izmenjavanje izkušenj. In take skupnosti, pa to meni se zdi to pozitivno. In jaz imam tudi željo spoznavati, se imam za odprto osebo in rad prispevam k skupnosti, rad pomagam nekomu. Ne vem, če mi kdo reče za delovno akcijo, si z veseljem tudi čas vzamem za to. Tako da jaz mislim, da je to pozitivno. Pa tudi to okolje je zelo fajn. Naprimer v Preboldu imajo zelo v redu vrtec, moje izkušnje so. Res fajn ljudje so, no? Tako da je zelo eno toplo okolje. Pa tudi ni neke hladnosti tukaj. Ljudje so navajeni, da te pozdravijo, te pogledajo v oči. Je nek tak človeški odnos tukaj. Ni tega, da vsak gre mimo. Tako da lokalne skupnosti so pozitivne, sicer pa tukaj vedno mora biti odprtost iz vseh zornih kotov, od vseh ljudi, da smo odprti, pa da se povezujemo, pa da poslušamo drug drugega. Ne vem. Pa ja, ti si v bistvu, sem zdaj neki gruntam, da te vprašam o tvojemu, v bistvu tem nekem makedonsko-srbskem, slovenskem poreklu, ne. Ampak v bistvu ti, ne vem, noben klete ne gleda kot z tega vidika kot nekega. Ti si v bistvu klesi Ljubljančan, nisi, da bi zdaj nekdo rekel, ti si pa kaj, nek ič imaš v priimku, kaj pa to, ne, to po mojih ne mot, ne, po moje, če kaj je bolj ta tvoja ljubljanskost, ali se motam? Zdaj Ljubljančani, lahko rečem, da sem bil Ljubljančan. Jaz sem v bistvu do srednje rojen sem v Ljubljani, ne. Moja mama je Makedonka, ona je prišla študirati v Slovenijo in bila učiteljica dobrih 42 let, akademska slikarka. Oče je pa tudi on je pa rojen v Slovenj Gradcu, je pa pol Srb, pol pokoroški zamejski Slovenec. Tako da imamo, moja babica je bila iz Slovenije Plajprka, pred Borovljami, čez Ljubelj, ne. In tako da imam koroške, imam srbske, makedonske korenine in jaz gledam na vse to skupaj kot eno bogatstvo, ne. Tudi bil sem v Ameriki pri Bosancih v St. Louisu in jaz mislim, da eno tako to panslovansko
v bistvu to slovanstvo, pa ta naš Balkan, jaz mislim, da je to pozitivno. Ne? In jaz mislim, da je tukaj predvsem to povezovanje, spoznavanje kultur, kako tam živijo, kako tam hrano pripravljajo, kako tam naprimer, zemljo obdelujejo. Zdaj, moja mama je v bistvu živela Kočani, vzhodna Makedonija, oni so imeli tam polje riža, naši sorodniki tam so imeli koze, ovce, naši sorodniki v Srbiji, en del jih je v Šumadiji, pa Krgujevci, tam imajo tudi eno posest, kjer so Eriči, prav izvorno Eriči ne bi bili tam. Mislim, naša veja Eričev. No. In tam kuhajo rakijo, kuhajo žgano, hrastove sode, imajo ovce, to imajo v Hrbovju. Naši sorodniki, Korošci, Zamejci, naši rojaki, oni so pa zelo zavedni Slovenci in oni pa tudi živijo tam čez Ljubelj, pa čez mejo, kjer so pa tudi visoka lega, kmetije, krave, ljudske pesmi, zavedanje, to ljudsko zavedanje. In, tako da to, v bistvu ti trije vetrovi so mi dali en tak pogled, tudi zbiram stvari, jaz tudi zbiram starine zbiram fotografije od mojih sorodnikov, predmete, etnološke predmete različne. In to v bistvu ti da pogled, ker vsak narod ima drugačne načine, naprimer obdelovanja zemlje, sušenja mesa, naprimer kuhanja tega, tistega, pesmi drugačne, melodije druge. In to je res eno tako bogatstvo. Ne? Jaz sem odraščal na Logu pri Brezovici, tam je marsikoga zmotilo, da imam primek na ič, pa čeprav nisem, bom rekel, govoril sem slovensko, tudi na glas, ampak je bilo eno tako okolje, kjer si bil v bistvu že s priimkom zaznamovan in so nas z bratom že v osnovni šoli tudi hecali malo. Ampak to je bil en del odraščanja, malo oni nas, malo jaz njih, to je bil en del odraščanja. In je pa tako, da pač se mora vsak otrok s tem seznaniti. Potem v srednji šoli sem bil pa v Ljubljani. Sem pa že bil v Ljubljani na srednji oblikovni šoli, tam je bilo pa že v bistvu Ljubljana je bila pa že prestolnica, polna vsega, sem z vasi prišel. Tako da sem potem živel pa 10 let v Ljubljani, oziroma 12 let, in se lahko imam tudi za Ljubljančana praktično. Ja, sem bil v Ljubljani, igral, živel, tako da... Ampak, ko si pa sem prišel, si kdaj opazil, da te nekdo gleda kot Ljubljančana, ali... Niti nisem začutil, mogoče že sosedje so z veseljem vprašali, kaj nas je pripeljalo iz Ljubljane, tako, ampak na pozitiven način, jim je bilo seveda zanimivo. Ampak nisem začutil, da bi kot nekaj, bom rekel, posmehljivega. Ampak se pa zavedam, da je pa seveda tudi ljubljanski naglas se hitro opazi. Jaz se mi zdi, da nimam pretiranega, ampak več kot 10 let sem bil v Ljubljani. Imam pa to srečo, da so me, mislim, tudi družina od žene, oni se ukvarjajo, oni imajo res, bom rekel, imajo kmetijo, in tašča in tasta. Ki so tudi na Koroškem. Na Koroškem, nad Mežico, blizu avstrijske meje. Oni se tudi preživljajo z pridelavo in predelavo lesa, večjih količin lesa. Trdo delo, pozitivni ljudje in tudi vedno, oni imajo tudi ta način tradicije življenja z naravo, v bistvu tudi ekološko na način, da se zavedajo, da ne uporabljajo pretirano plastike, da uporabljajo za gnojenje naravne stvari, naraven gnoj. In pa tudi ta tradicija, in tudi kot tašča pravi, pri njihovi kmetiji imajo ta način, da
da so zelo prijazni do kogarkoli in prav vedno tašča. Pri nas ni bil nikoli noben ne lačen, ne žen. In to ima tašča že od njegovega, od njenega, pardon, lapsus, od njenega dedka, pradetka. In to je tudi neko tako izročilo, ki ti da v bistvu misliti, da je fajn tudi način razmišljanja, ki so ga imeli včasih naši predniki, pa način dela, da je to en način, da smo se mi polenili, pa začeli smetiti, pa to, da greš, ne vem, tudi to, da greš nekam, pa da kar vržeš smet tako v naravo, se mi tudi zdi, meni se zdi to nezaslišano. Meni se zdi tudi res me včasih kar malo pogreje, ko vidim koga, da vrže kaj tako brezbrižno, ali pa če vidim smeta v naravi.